Zdravo! Kaj če bi si lahko svoj model ali sestav kadarkoli ogledali skoraj tako, kot bi bil že izdelan? Pravzaprav si ga lahko. Creo omogoča, da CAD model spremenite v izkušnjo obogatene resničnosti ter si ga s pomočjo pametnega telefona, tablice ali očal ogledate v izbranem prostoru, v poljubni velikosti in celo v kombinaciji s fizičnim modelom. In to vse zgolj z nekaj kliki. Klemen, pokaži nam, kako svoje modele izvozimo v obogateno resničnost. Lepo pozdravljeni, moje ime je Klemen Moster in v današnjem namigu meseca si bomo skupaj pogledali, kako hitro ter enostavno poteka izvoz modelov iz Creota v obogateno resničnost. V Creotu imam že odprt preprost primer, ki ga bomo sedaj izvozili. To storimo tako, da gremo pod zavihek Tools in v tem zavihku najdemo območje Augmented Reality. V tem območju najprej pritisnemo na gumb Target in tukaj določimo, preko katere tehnologije bo model izvožen. Na voljo imamo tehnologijo Spatial Target ter tehnologijo ThingMark. Spatial Tracking tehnologija nam omogoča, da poskeniramo ravno površino, na kateri lahko potem kjerkoli prikažemo naš model. Model lahko nato poljubno pomanjšamo ali povečamo, lahko pa ga tudi rotiramo. Pri ThingMark tehnologiji pa nam pozicijo in velikost modela določa ThingMark koda. V našem primeru bomo izbrali opcijo ThingMark, saj bomo kasneje to kodo nalimali na dejanski fizični model. Izberemo opcijo ThingMark in sedaj lahko določimo, kje na našem CAD modelu naj leži tale naša ThingMark koda. Na voljo imamo 3 načine postavitve, postavitev na klasične ravnine modela ali pa na povsem poljubno ravnino ali pa opcija Advanced, pri kateri v bistvu lahko to kodo pozicioniramo preko klasičnih robnih pogojev znotraj Creota. Mi bomo izbrali kar poljubno ravnino, izberemo tole zgornjo ravnino in v tem našem primeru bom tole kar ročno postavil nekam na približno sredino našega modela. Tukaj lahko tudi definirate, kako velika naj bo koda, v našem primeru naj bo velika 70 mm. Stvar potrdim in pozicija kode je že določena. Vse, kar nam sedaj še preostane, je, da tale model izvozimo v PTC-jev oblak. To pa naredimo z pritiskom na gumb Publish Model. V oknu, ki se nam sedaj pojavi, lahko definirate, pod kakšnim imenom naj bo model izvožen, v kakšni kvaliteti naj bo izvožen, dajmo mi kar reči visoka kvaliteta, ter preko katere kode naj bo izvožen. Se pravi, preko tele kode. Pritisnemo OK in model je že izvožen v PTC-jev oblak. S pritiskom na gumb Manage Model lahko pogledate, katere modele imate vse trenutno naložene na PTC-jevem oblaku. Naenkrat imate lahko naloženih do 10 modelov, nastavite jim lahko tudi, ali bodo javno dostopni vsem, ki bodo imeli povezavo do tega modela, lahko pa določite, da bodo le določeni uporabniki videli vaš model. S pritiskom na gumb Share lahko delite vaš model z ostalimi uporabniki. To lahko storite s pomočjo elektronske pošte, s pomočjo URL povezave, lahko pa jim pošljete oziroma skenirate tudi tole QR kodo, ki jo lahko natisnete, prav tako pa lahko natisnete ThingMark kodo, ki ste jo pozicionirali na vaš CAD model. To bomo mi tudi v nadaljevanju naredili. Kodo smo prilepili na povsem enako pozicijo, kot smo to storili na CAD modelu. Sedaj pa na svoji mobilni napravi zaženemo aplikacijo Vuforia View. S to aplikacijo skeniramo QR kodo v našem primeru. Iz oblaka se nam prenese CAD model in ko bomo poskenirali še ThingMark kodo, se nam fizični in CAD model v tem primeru popolnoma ujameta. Na ta način lahko s pomočjo obogatene resničnosti v našem primeru opazujemo potek notranjih kanalov tegale preprostega primera. Izvoz v obogateno resničnost je na voljo vsem uporabnikom Creota, tako da lahko v bistvu vi že danes sami potestirate, kako vse skupaj deluje. Vse, kar potrebujete, je Creo, PTC račun ter pa mobilna naprava, na katero si naložite brezplačno aplikacijo Vuforia View.